Krasna si, bistra hči planin, vrtka v prirodni si lepoti. Poti prozornih globočin, nevihte temne srd ne moti. Tako se začne pesem Soči, najbolj znana pesnitev slovenskega pesnika Simona Gregorčiča, rojenega v Vrsnem. Pesem, ki jo je poklonil reki Soči, so si vsaj ljudje, ki živijo v krajih vzdolž reke, vzeli za svojo in je praktično ponarodela. To je tudi ena izmed pesmi, ki sem se kot otrok v šoli med prvimi naučila na pamet in še danes živi v meni. Ob Soči živim od zmeraj in predstavlja eno izmed stalnic v mojem življenju. Če se poleti grem k njej hladit, v hladnejših mesecih k njej zahajam, ko potrebujem ravnotežje ali oddih od preveč natrpanega vsakdanika. K Soči grem tudi, ko potrebujem čas za razmislek, bodisi povezan z mojim delom, s pisanjem ali čim drugim. Opažam namreč, da ima name opazovanje reke skoraj terapevtski učinek. V nasprotju z neko stoječo vodo, kakršna je jezero, namreč njeno neprestano gibanje, njen tok spodbudi tudi tok misli in spodbudi človeka k gibanju, k delovanju. Vedno, ko potujem v tujino, tamkajšnje reke primerjam s Sočo, oziroma v njih iščem njeno cev. Vendar pa ob nobeni drugi reki ne doživljam tega, kar doživljam ob reki Soči. To pa zato, ker me nanjo vežejo številne podobe in pa tudi zgodbe, bodisi zgodbe, ki sem jih sama doživela, ko smo kot otroci z družino hodili se kopat na Sočo, ali zgodbe, ki so mi jih pripovedovali drugi. Tudi zaradi tega, vseh podob in zgodb, je Soča seveda našla pot tudi v moje pisanje. V svoje zgodbe skušam preslikati občutja, ki jih v meni vzbuja. Moji liki pa zahajajo k Soči kot v prostore druženja, oziroma se zanje tudi včasih ob Soči zgodi nekaj prelomnega v življenju. Za reko Sočo je gotovo najbolj značilna njena čudovita smaragdno-zelena barva, vendar pa Soča v sebi skriva še veliko drugih stvari, ki na prvi pogled morda niso takoj opazne. Soča je namreč tesno prepletena z zgodovino, natančneje s Prvo svetovno vojno, saj je vzdolž njene struge potekala Soška fronta. V teh krajih so potekale številne bitke, med drugim tudi v prostoru, kjer se nahajamo ravno zdaj, ki je nastal v spomin in kot opomin, da se to ne bi nikoli ponovilo. To je muzej na odprtem Ravelnik. Podoba Posočja se je v minulih 100 in več letih zagotovo spremenila. Te kraje vsako leto obiščejo množice turistov, pohodnikov in ljubiteljev vodnih športov. Ampak jaz mislim, da so ti kraji še vedno uspeli ohraniti svojo skrivnostnost in magičnost iz preteklosti. Na to magičnost se navezujejo številne zgodbe, recimo zgodbe o starovircih, in pa tudi legende, ki pripovedujejo o tukajšnji naravi, magičnih bitjih, bogovih in običajnih ljudeh. Ena izmed najbolj znanih legend je zagotovo legenda o Zlatorogu, ki pripoveduje o človekovem pohlepu in izgubi gorskega raja. Meni je pa še posebej ljuba legenda o nastanku reke Soče. Ta legenda pravi, da so nekoč v dolini Trente živeli 3 bogovi: Triglav, Mangart in Jalovec. Bili so dobri in pomagali so domačinom.
Nekega dne pa je v dolino prišel hudoben velikan z zelo slikovitim imenom Vodobruhec. Tako se je imenoval, ker je skozi široko odprta usta neprestano bruhal vodo in tako tudi poplavil dolino in povzročil domačinom številne težave. Ti so se zato po pomoč obrnili na bogove. Triglav, Mangart in Jalovec so velikana ujeli, ga zvezali, ga zaprli v votlino in mu na široko odprli usta, da bi voda, ki je bruhala iz njih, lahko namakala dolino. Ta voda še vedno bruha iz votline in to je izvir reke Soče. Legenda pa pravi, da nekega dne, ko bo Vodobruhec odslužil svojo kazen, bo Soča presahnila.